Simone Weil je leta 1942 napisala esej o molitvi Oče naš, pravzaprav razlago te molitve. In ta razlaga je zelo zanimiva in je v rahlem nasprotju s tisto, ki jo običajno sprejemamo. Tudi njen prevod iz grščine v francoščino se rahlo razlikuje od molitve, ki se običajno moli v cerkvah in drugod. Poglejmo najprej celoto njenega prevoda, potem pa kako je analizirala posamezne vrstice. Oče naš, tisti, ki je v nebesih, naj bo posvečeno tvoje ime. Naj pride tvoje kraljestvo, naj se izpolni tvoja volja, tako v nebesih kot na zemlji. Daj nam danes naš nadnaravni kruh in odpusti nam dolgove, kot smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom. In ne pahni nas v skušnjavo, temveč nas obvaruj zla. Oče naš, tisti, ki je v nebesih. To je naš Oče. Vse, kar je v nas resničnega, izhaja iz njega. Njegovi smo. Ljubi nas, ker ljubi sebe, in mi smo njegovi. A to je Oče, ki je v nebesih, ne drugje. Če mislimo, da imamo Očeta na zemlji, potem to ni on, je lažni Bog. Niti za korak se mu ne moremo približati, ne hodimo navpično. Vanj lahko usmerimo le svoj pogled. Ni nam ga treba iskati, treba je le spremeniti smer pogleda. On sam nas bo poiskal. Srečni moramo biti, da je tako neskončno zunaj našega dosega. Tedaj smo lahko gotovi, da je zlo, ki je v nas, če tudi nam preplavlja celotno bitje, ne bo v ničemer umazalo Božje čistosti, sreče in popolnosti. Naj bo posvečeno tvoje ime. Samo Bog ima moč, da imenuje samega sebe. Njegovo ime je za človeške ustnice neizgovorljivo. Njegovo ime je njegova beseda. Je beseda. Ime katerega koli bitja je posrednik med človeškim duhom in tem bitjem, edina pot, po kateri lahko človeški duh dojame vsaj del bitja, ki je odsotno. Bog je odsoten, v nebesih je. Njegovo ime je edina možnost, da človeku postane dostopen. To ime je posrednik. Človek ima dostop do tega imena, čeprav ga ime presega. Blesti v lepoti in v redu sveta, v notranji svetlobi človeške duše. To ime je svetost sama. Ni svetosti zunaj njega, ni ga torej treba posvetiti. Ko prosimo za posvetitev, prosimo za nekaj, kar že večno je, v polni resničnosti, ki ne moremo ne dodati, ne odvzeti najneznatnejšega drobca. Prositi za tisto, kar je resnično, nezmotljivo, večno, docela neodvisno od naše prošnje. To je popolna prošnja. Ni v človekovi moči, da bi prenehal želeti. Mi smo želja. Vendar ta želja, s katero smo prikovani na domišljijo, na čas, na zazrtost vase, če jo v celoti usmerimo v to prošnjo, lahko iz nje naredimo kvas, ki nas bo odtrgal iz umišljenega v resničnost, iz časa v večnost in nam odklenil ječo, v katero smo zaprti.
Naj pride tvoje kraljestvo. Gre za nekaj, kar naj pride, česar tu ni. Božje kraljestvo, to je Sveti Duh, ki do konca napolnjuje dušo vsakega mislečega bitja. Duh veje, kamor hoče, lahko ga le kličemo. Ne smemo niti misliti, da bi ga klicali zase ali za tega ali onega drugega človeka, niti ne za vse ljudi, temveč ga moramo zgolj klicati, čisto in preprosto. Misel nanj naj bo klic in krik. Ko se najdemo na skrajni meji žeje, ko zbolimo od žeje, si ne predstavljamo več pitja in pri tem sebe niti ne v splošnem samega dejanja pitja. Predstavljamo si le vodo, vodo samo na sebi. Toda ta podoba vode je kakor krik celotnega bitja. Naj se izpolni tvoja volja. Popolnoma in nezmotljivo smo o Božji volji gotovi samo takrat, ko gre za preteklost. Vsi dogodki, ki so se zgodili, naj so bili kakršnikoli, so skladni z voljo vsemogočnega Očeta. Pojem vsemogočnosti vsebuje tudi to, tudi prihodnost, kakršnakoli naj že bo, ko se izpolni, bo izpolnjena po Božji volji. Tej skladnosti ne moremo ničesar dodati niti odvzeti. Ko usmerimo svojo željo k mogočemu, v tem stavku spet prosimo za tisto, kar je, a ne več tiste večne resničnosti, kakršna je svetost besede. Tu je predmet naše želje tisto, kar se zgodi v času. Prosimo za nezmotljivo in večno skladnost tistega, kar se v času zgodi po Božji volji. Potem, ko smo v prvi priprošnji svojo željo iztrgali času, jo vtisnili v večnost in jo tako preoblikovali, jo tokrat ponavljamo, da bi želja sama postala večna in se s tem spet vtisnila v čas. Tedaj naša želja predre čas, da bi za njim našla večnost. To se zgodi, ko znamo iz vsakega dopolnjenega dogodka, kakršenkoli naj že bo, napraviti predmet želje. To je vse kaj drugega kot sprijaznjenje. Tudi beseda sprejetje je prešibka. Želeti je treba, da se je zgodilo vse, kar se je zgodilo, in nič drugega. Ne zato, ker je tisto, kar se je zgodilo, za nas dobro, temveč zato, ker je Bog to dopustil. Da je potek dogodkov poslušen Bogu, je samo na sebi absolutno dobro. Tako v nebesih kot na zemlji. Navezava naše želje na vsemogočno Božjo voljo se mora razširiti na duhovne stvari. Naši duhovni vzponi in padci ter vzponi in padci ljudi, ki jih imamo radi, imajo zvezo z drugim svetom, vendar so obenem dogodki, ki se na zemlji dogajajo v času. V tem smislu so to podrobnosti, ki se dogajajo v neizmernem morju dogodkov. Izročeni so temu silnemu morju v skladu z Božjo voljo. Ker so se naši pretekli padci zgodili, si moramo želeti, da so se zgodili. To željo moramo razširiti na prihodnost, za dan, ko bo ta postala preteklost. To je nujen dodatek k prošnji, naj Božje kraljestvo pride. V želji po večnem življenju moramo opustiti vse druge želje, vendar si moramo tudi večno življenje želeti skozi odpoved. Tudi na odpoved se ne smemo navezati. Vztrajati pri odrešenju je še nevarnejše kot vse drugo. Na večno življenje je treba misliti kot na vodo, kadar umiramo od žeje, in si obenem zase in za druga bitja želeti,
da bi bili za to vodo večno prikrajšani, kot pa da bi je kljub Božji volji imeli v izobilju, če si je kaj takega sploh mogoče misliti. Prve 3 prošnje se navezujejo na 3 osebe trojstva, Sina, Duha in Očeta, in na 3 dežele časa, in na 3 deleže časa, sedanjost, prihodnost in preteklost. Naslednje 3 prošnje se na 3 deleže časa navezujejo bolj neposredno in v drugem zaporedju, sedanjost, preteklost, prihodnost. Daj nam danes naš nadnaravni kruh. Kristus je naš kruh. Zanj lahko prosimo samo v zdajšnjosti. Zakaj kruh je zmeraj tu, pred vrati naše duše? Takoj lahko vstopi, vendar se nam brez privolitve ne bo vsiljeval. Če privolimo, naj vstopi, bo vstopil. Če ga ne bomo hoteli več, bo odšel. Svoje prihodnje volje ne moremo zajamčiti z današnjo privolitvijo, skleniti danes z njim zaveze, da ostane v nas, tudi če ga jutri ne bomo več hoteli. Privolitev naj vstopi v nas je enaka njegovi navzočnosti. Privolitev je dejanje, torej je lahko le dejanska. Ni nam dano imeti volje, ki bi jo bilo mogoče uporabiti za jutrišnji dan. Vse, kar v naši volji nima učinka, je umišljeno. Učinek naše volje deluje v danem trenutku, njen učinek ni ločen od volje same. Učinek naše volje ni dejanje, ki bi ga lahko razširili na prihodnost. Gre za privolitev. Gre za poročni da, izgovorjen v danem trenutku za dani trenutek, vendar izgovorjen kot večnostna beseda, ker s tem večni del naše duše privoli v zvezo s Kristusom. Kruh potrebujemo. Bitja smo, ki svojo energijo iz dneva v dan črpamo od zunaj in jo s svojimi dejanji sproti porabljamo. Če svoje energije ne obnavljamo, ostanemo brez moči in nezmožni gibanja. Onstran običajne hrane v dobesednem pomenu je vsakršna zunanja spodbuda za nas izvor energije. Denar, napredovanje, ugled, odlikovanja, slava, oblast, ljubljena bitja, vse, kar nas napolnjuje z možnostjo za dejanja, je za nas kot kruh. Če ena od teh potreb prodre dovolj globoko v nas, do življenjskih korenin našega telesnega bitja, nas njeno umanjkanje lahko prizadene ali celo pokonča. Temu se pravi umreti od pomanjkanja, umreti od lakote. Vse te potrebe ob siceršnji hrani so za nas vsakdanji zemeljski kruh. Od okoliščin je odvisno, ali ga bomo deležni ali ne. V zvezi z okoliščinami nimamo česa prositi, razen tega, naj se zgodijo po Božji volji. Ne smemo prositi za zemeljski kruh. Obstaja presežna energija, katere izvor je v nebesih in ko v nas teče v trenutku, ko si je želimo. Resnična energija svoje dejanja izvršuje po naši duši in telesu. Za to energijo prosimo. V trenutku, ko zanjo prosimo in ker zanjo prosimo, vemo, da nam jo Bog hoče dati. Niti za en dan se ji ne smemo odreči. Kadar zemeljske energije, podvržene zemeljskim potrebam, hranijo zgolj naša dejanja, lahko delamo in mislimo le zlo. Gospod pa je videl, da na zemlji narašča človekova hudobija in da je vse mišljenje in hotenje
njegovega srca ves dan le hudobno. Potreba, ki nas peha v zlo, uravnava vse naše bitje, razen energije od zgoraj, v trenutku, ko vstopa v nas. Ne moremo je prihraniti na zalogo. In odpusti nam dolgove, kot smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom. V trenutku, ko izrekamo te besede, je nujno, da smo vse dolgove že odpustili. Ne gre le za popravo žalitev, ki naj bi jih bili deležni, temveč tudi za hvaležnost za vse dobro, ki naj bi ga storili. Splošno je rečeno, za vse tisto, kar od bitij in stvari pričakujemo, vse tisto, kar nam po našem mnenju gre in česar odsotnost bi nas navdala z občutkom prikrajšanja. Gre za vse pravice, za katere menimo, da nam jih preteklost zagotavlja za prihodnost. Pravice pogosto povezujemo z nekakšno stalnostjo. Kadar nekaj uživamo dlje časa, dobimo občutek, da nam stvar pripada in da nam je usoda dolžna zagotoviti uživanje za naprej. Nato pravica do oddolžitve za vsako dejanje, kakršno okolje je že bilo, za vsako delo, trpljenje ali željo. Vsakokrat, ko opravimo dejanje in nam to dejanje ne povrne česa enakovrednega, obliki otipljivega sadu, imamo občutek neravnovesja, praznine, ki nam da misliti, da smo okradeni. Kadar smo deležni žalitve, pričakujemo opravičilo žalitelja ali kazen zanj. Kadar storimo kaj dobrega, pričakujemo, da nam bo dolžnik hvaležen. Vendarle gre tu le za posamezna primera univerzalnega zakona naše duše. Vsakokrat, ko od nas kaj pride, čutimo potrebo, da se nam kaj vrne, vsaj enakovrednega, in ker to potrebujemo, mislimo, da imamo do tega pravico. Naši dolžniki so tako vsa bitja, vse stvari, vse stvarstvo. Mislimo, da svoja upniška pričakovanja lahko razširimo na vse stvari. V vseh teh razmerih, iz katerih čutimo upravičenost, gre vselej za umišljeno upniško pravico preteklosti do prihodnosti. Temu pričakovanju se je treba odreči. Odpustiti svojim dolžnikom pomeni odreči se v enem zamahu vsej preteklosti. Sprejeti, da je prihodnost čista in nedotaknjena, dosledno povezana s preteklostjo, z vezmi, ki so nam neznane, in popolnoma prosta tistih vezi, ki si jih morebiti umišljamo. Sprejeti možnost, da se zgodi, ali natančneje, da se nam zgodi karkoli in da spričo jutrišnjega dne naša preteklost postane jalova in prazna. Šele ko se v enem zamahu, brez izjeme, odrečemo vsem sadovom preteklosti, lahko prosimo Boga, naj nam naši pretekli grehi ne zaznamujejo duše z zanikrnimi sadovi hudobije in zablod. Če se oklepamo preteklosti, tudi Bog ne more preprečiti strahotnega dozorevanja teh sadov. Ne moremo se oklepati preteklosti, ne da bi se pri tem oklenili svojih hudodelstev, zakaj tisto, kar je v nas najgloblje hudobnega, nam ostaja neznano. Poglavitna upniška pravica, ki jo pričakujemo od stvarstva, je ta, da smemo obdržati svojo osebnost. To pričakovanje vsebuje vsa druga. Ohranitveni nagon nam narekuje, da je nadaljevanje naše osebnosti nujno. Mislimo, da je nuja obenem tudi naša pravica. Kakor berač, ki je rekel Taleronu: "Monsignor, moram živeti." Ta pa mu je odvrnil: "Ne vidim,
da bi bilo to nujno. Naša osebnost je popolnoma odvisna od zunanjih okoliščin, ki imajo neomejeno moč, da jo izničijo. A raje umremo, kot da bi to priznali. Ravnovesje sveta je za nas tak splet okoliščin, v katerem naša osebnost ostane nedotaknjena in za katerega se zdi, da smo do njega upravičeni. Vse pretekle okoliščine, ki so ranile našo osebnost, se nam zdijo kot prekinitve tega ravnovesja. In za te prekinitve se zdi, da morajo biti prej ali slej nezmotljivo popravljene s pojavi v nasprotni smeri. Živimo v pričakovanju teh popravkov. Bližina neizbežne smrti je strašljiva predvsem zato, ker nas navda s spoznanjem, da teh popravkov ne bo. Odpuščanje dolgov je odpoved lastni osebnosti. Odpoved vsemu tistemu, kar imenujem jaz, brez izjeme. Vedenje, da v tistem, kar imenujem jaz, ni ničesar, nobene psihične prvine, ki je zunanje okoliščine ne bi mogle izničiti. To je treba sprejeti, biti srečen, da je tako. Besede naj se izpolni tvoja volja, če jih izgovorimo iz dna duše, vsebujejo to sprejetje. Samo zato lahko nekaj trenutkov pozneje rečemo, kot smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom. Odpuščanje dolgov je duhovno uboštvo, duhovna golgota, smrt. Če docela sprejmemo smrt, lahko prosimo Boga, naj nas oživi, očiščene zla, ki je v nas. Prošnja, naj nam odpusti dolgove, je prošnja, naj izbriše iz nas vse zlo. Odpuščanje je očiščenje. Zla, ki je v nas in tam ostane, nam tudi Bog ne more odpustiti. Bog nam odpusti dolgove, ko nas postavi v popolnost. Dotlej nam dolgove odpušča le delno, kolikor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne pahni nas v skušnjavo, temveč nas obvaruj zla. Edina preizkušnja za človeka je takrat, ko je samemu sebi prepuščen v stiku z zlom. Takrat je človekova ničevost eksperimentalno preverjena. Četudi je duša prejela nadnaravni kruh v trenutku, ko je zanj prosila, se njena radost pomeša s strahom, ker je zanj lahko prosila le za sprotni trenutek. Prihodnost ostaja strašljiva. Nima pravice, da bi kruha prosila za jutrišnji dan, zato izraža strah v obliki rotitve. S tem konča. Z besedo oče se je molitev začela, z besedo zlo se končuje. Treba je prehoditi pot od zaupanja do strahu. Samo zaupanje nam da dovolj moči, da ne propademo za voljo strahu. Potem, ko se je duša zazrla v Božje ime, kraljestvo in voljo, potem, ko je prejela nadnaravni kruh in očiščenje notranjega zla, je zdaj pripravljena na resnično ponižnost, krono vseh vrlin. Ponižnost je zavedanje, da je na tem svetu vsaka duša, ne le tisto, kar v celoti imenujemo jaz, temveč tudi duhovni del naše duše, Bog, navzoč v njej, podvržena času in nepredvidljivosti sprememb. Treba je v vsej polnosti sprejeti možnost, da bo vse, kar je samo po sebi naravno, uničeno. Toda treba je obenem sprejeti in zavrniti možnost, da se izniči nadnaravni del duše.
Sprejeti to možnost je kot dogodek, ki se lahko zgodi samo v skladu z Božjo voljo. Zavrniti to kot nekaj strašnega. Tega se je treba bati. A naj bo strah le dovršitev zaupanja. Te prošnje se ujemajo v 3 parih. Presežni kruh je isto kot Božje ime. Skozenj se zgodi človekov stik z Bogom. Božje kraljestvo je isto kot zaščita proti zlu. Zaščita je kraljevska vloga. Odpuščanje dolgov našim dolžnikom je isto kot popolno sprejetje Božje volje. Razlika je v tem, da je v prvih 3 prošnjah pozornost v celoti namenjena Bogu. V drugih 3 pozornost usmerimo nase in se s tem zavežemo, da so te prošnje resnično in neumišljeno dejanje. V prvi polovici molitve začnemo s sprejemanjem, nato si dovolimo željo, potem željo dopolnimo in se tako vrnemo k sprejetju. V drugi polovici je vrstni red spremenjen. Končamo z izrazom želje. Želja je namreč postala negativna in se kaže kot strah. Zato ustreza najvišji stopnji ponižnosti, kar je primeren sklep molitve. Ta molitev vsebuje vse možne prošnje. Ne moremo si zamisliti prošnje, ki je ta molitev ne bi že vsebovala. Za vse druge molitve je Oče naš tisto, kar je Kristus za človeštvo. V naši duši se zgodi vsaj neznaten, vendar vselej resničen premik, če jo le izgovorimo tako, da vsaki besedi namenimo polno pozornost.